Se še spomnite invalidskega podjetja CSS iz Škofje Loke, ki je bilo pred pol leta na robu propada, skoraj 20 invalidom pa je grozilo, da bodo pristali na ulici. Slovenski državni holding, ki ga vodi Žiga Debeljak, je nad podjetjem sprva dvignil roke, po izjemnih naporih sindikata ter škofjeloških obrtnikov in podjetnikov, pa je država danes pol leta kasneje škofjeloškim podjetjem sklenila dokapitalizacijo v višini 800 tisoč evrov. To je epilog zgodbe, ki je odnesla nekdanjega direktorja, zatresla slovensko politika in prišla celo do predsednika vlade Roberta Goloba. Delovna mesta pa so na koncu ohranili vsi zaposleni. Z nami je direktorica invalidskega podjetja CSS Marjana Karla Rebernik, ki je danes slovenskemu državnemu holdingu predstavila 5-letni načrt. Kaj so se dogovorili in kakšna prihodnost čaka eno izmed dveh invalidskih podjetij v državni lasti, še prej pa med delavce. Obiskal jih je Luka Črne. Če je v začetku letošnjega leta kazalo, da bo invalidsko podjetje CSS zavedno zaprlo svoja vrata. Prici z veseljem hodil na šiht, ki je situacija laufala, zdaj pa ne veš, a boš jutri žiti doma. Danes, pol leta kasneje, stroji v Škofji Loki spet brnijo s polno paro. Splošna klima je iz dneva v dan boljša. Vidi se napredek, vidi se čistoča, vidi se energija druga, ki je prišla v firmo z direktorico, tako da če bo šlo takole naprej, bomo zelo zadovoljni. Prejšnji direktor Uroš Zarnik je namreč podjetje pripeljal do točke, ko je država sklenila, da ga pošlje v likvidacijo. Izrabljati to usodo za politikantstvo in ideje, da bi država metala denar ali pa SDH ali kdor drugi v nekaj, kar na dolgi rok nima perspektive, s tem se pa pač ne morem strinjati. Zdravo jedro podjetja lahko nadaljuje, 7 upokojitev in SDH in ministrstvo vidita kot edino rešitev likvidacijo. Likvidacija podjetja je bila tudi po medijskih pritiskih na to ustavljena, na pomoč pa so jim priskočili še škofjeloški obrtniki in podjetniki, ki so zbrali za skoraj 1,5 milijona evrov naročil. A res? A res? Ja. Za piko na i pa sta Ministrstvo za finance Klemna Boštjančiča in Slovenski državni holding Žige Debeljaka pol leta zatem, ko sta nad podjetjem najprej dvignila roke, na podlagi poslovnega načrta, ki ga je pripravila nova direktorica, danes odobrila 800 tisoč evrov težko dokapitalizacijo. Z dodatnim kapitalom bo podjetje lahko kupilo nove stroje, delavci pa so v zadnjih mesecih, potem ko je podjetje februarja prevzela nova direktorica, že poskrbeli za številne izboljšave. Kot vidite, smo prepleskali vse stene, zaščitne ograje so narejene z overal ploščami, označeni so odlagalni prostori. To so nove obleke, podjetje zrihtano, pobeleno vse, WC-ji so spet zrihtani, tako kot morajo biti. Vidite, da so tukaj klimatizacija prostorov, da so ustrezni delovni pogoji, urejena ventilacija, menjava luči, razsvetljave za LED razsvetljavo, predvsem pa že pripravljamo teren za nakup 2 novih strojev. Da jih je težka situacija, skozi katero so se prebili, povezala, ugotavljajo danes. Mislim, da smo še boljši kolektiv, kot smo bili prej. Ker bolj si zaupamo, več lahko povemo. Ne nazadnje imajo zaposleni po novem še en razlog več, da se potrudijo. Prvič bodo namreč izbirali delavca leta.